Že je tukaj Valentin. Danes bom govoril o energijah in o odnosih, o angelih, o duhovnem svetu, kako je vse skupaj funkcioniralo, in tudi o religijah, o duhovnikih, o gurujih, ki so bili predstavniki te duhovne hierarhije nebesne tukaj na zemlji. V stvarstvu je obstajal odnos gospodarja in sužnjev, še posebej odnos nekega bitja po imenu Anu, ki se je postavil na mesto Boga in ki je z svojimi sposobnostmi lahko zelo natančno opazoval, nadzoroval praktično vsa živa bitja v tem stvarstvu in poskušal je upravljati z tem stvarstvom na ta način, kot je on mislil, da je najboljše. To bitje Anu je imelo zelo velike sposobnosti, lahko bi temu rekli tudi veliko inteligenco, sposobnost razumevanja, proučevanja, sklepanja, upravljanja z različnimi delčki stvarstva, manipulacijo z energijami, konstruiranjem nebesnih svetov in tako naprej. In potem je ta oseba, to bitje, ustvarilo umsko-zavestni sistem, energetski sistem. To je energetska ječa in sistem nadzorovanja na nek tak subtilen, neviden, nezaznaven način. Ko greš v neki plašč, neviden plašč, in potem se ti zdi, da tisto, kar se dogaja, kar čutiš, da so v bistvu tvoji lastni občutki, tvoje lastne energije, v bistvu gre pa tukaj za sistem nadzorovanja in manipulacije preko energij in občutkov in čustev. In potem, ko je skozi razvoj stvarstva prišlo tudi do strjevanja določenih dimenzij pojavnosti in nastanka v končni fazi tega sveta, kot ga sedaj izkušamo v tej trdi fizični dimenziji, se je tudi tukaj na Zemlji zgradil nek prototip človeškega fizičnega telesa, ki se je razvil do te faze, kot ga sedaj mi doživljamo kot ljudje, ki smo inkarnirani v teh fizičnih telesih. Potem pa se je dogajalo tudi to, da je bil sistem reinkarnacije namenjen z tem, da se določena bitja reciklira v to fizično dimenzijo, kajti samo iz te fizične dimenzije se je lahko proizvajala energija, ki se je potrebovala za napajanje duhovnih svetov, se pravi nebes, z to energijo, da so lahko ti svetovi obstajali. Ob tem je šlo za različne ravni hierarhije, upravljanja, zaslepljevanja, laganja, manipulacije živih bitij z namenom, da bi se zavest človeškega fizičnega telesa oziroma umsko-zavestnega sistema razvijala in da bi se vse bolj izpopolnil ta način pridobivanja, rudarjenja energije preko človeških čustvenih reakcij. Vse se je to nekako kontroliralo, dopuščalo v določenem smislu, ampak spet ne v preveliki meri, da se ne bi dopustilo pomanjkanje nadzora, da ne bi stvari išle izpod nadzora, izpod kontrole. Ampak to se je zgodilo, ker je
energija umsko-zavestnega sistema dobila svojo lastno zavedanje in svoj princip direkcije, samodirekcije, ščitenje svojega lastnega obstoja. In zato se je začela ta materija, ta svet uničevati. Ljudje, ki smo torej bili zdaj pod vplivom tega umsko-zavestnega sistema in čustvenih reakcij, nismo več vedeli, kaj počnemo in smo posledično začeli ta svet uničevati, zastrupljati zrak, vodo, zemljo, prekomerno izkoriščati naravne vire, pobijati drug drugega in druga živa bitja. Kot rešitev, kot nek smisel našega življenja so bile na ta svet postavljene religije, duhovne poti pod vodstvom cerkev, duhovnikov, gurujev in seveda tudi drugih manipulantov, kot so vedeževalci, mediji, prerokovalci in podobno. Sporočilo vseh teh ljudi je, vseh teh religij je: bodi ponižen, predaj se, poslušaj tisto, kar se ti naroči, izvršuj ukaze te duhovne hierarhije, kajti samo na ta način ti bo lahko ugojeno in boš lahko po smrti šel v raj, v nebesa in živel večno srečno življenje. Šlo se je torej za poniževanje, za čim večjo krepitev tega vladarsko-suženjskega odnosa. In bolj, ko si postajal poslušen, pohleven, bolj, ko si se odpovedoval svoje odgovornosti, bolj si potem prišel na višje položaje v nebesnem duhovnem svetu. Kajti Anu, kot ta vrhovni bog, je potreboval poslušne, ponižne služabnike, da so točno uresničevali njegove ukaze in da je lahko on še naprej nadzoroval celotno stvarstvo. Torej, vse to poniževanje je temeljilo na strahu, na strahospoštovanju določenega bitja, torej tega Anuja, kot nekega bitja, ki naj bi imel največjo moč, največji vpliv, da si se odpovedal svoji enakovrednosti, svoji osebni moči in da si postal ubogi, nemočen služabnik. In vsa bitja, angeli, vodniki, varuhi, duhovni mojstri, vnebovzete osebe, vse te osebe so lahko prišle na to pozicijo samo, če so same sebe spodvrgle temu strahu spoštovanju in potem tudi seveda uporabljale metode zaslepljevanja in manipulacije drugih ljudi, da so tudi druge osebe strašili in manipulirali z to energijo in zunanjo podobo veličastnosti. Ko si videl angela, angel je bil velik, svetel, poln bleščave, barvit, poln pisanih barv, z zvenečim, globokim, prodornim glasom, ampak vse to je bil sistem manipulacije. Tiste osebe, ki se niso hotele odpovedati svoji enakovrednosti, ki se niso hotele pokoriti, pa so jih izločili iz teh nebesnih dimenzij in jih zakrenili v nižje demonske svetove. Demoni so bili torej bitja, ki so hotela ohraniti
enakovrednost v stvarstvu, ki se niso pustila zmanipulirati. Seveda niso potem imela dostopa do teh nebesnih energij, ki so se kanalizirale iz zemlje, ampak so morali se neposredno pripeti na človeška fizična telesa in z demonskimi obsedenostmi potem črpati energije za svoje preživetje direktno iz človeškega fizičnega telesa. Torej, vse je temeljilo na strahu, na neravnovesju, na neenakovrednosti biti, zato da se je lahko dopustila manipulacija enega bitja in njegovih spremljevalcev. Po odprtju meddimenzijskega portala leta 1998 se je seveda v onostranstvu začel proces preobrazbe in izvedel se je v kvantnem času proces usklajevanja vseh bitij z principom enakovrednosti in enakopravnosti. Nebesni svetovi so sedaj počiščeni in vsa bitja sedaj sodelujejo v tej fizični dimenziji in podpirajo ljudi tudi v tem praktičnem fizičnem procesu ustvarjanja enakovrednosti in enakopravnosti. Naloga vsakega človeka tukaj je torej, da se osvobodi teh ostankov uma oziroma umsko-zavestnega sistema, da prenehamo sodelovati v umu, da ko se pojavi neka misel, da jo ne sledimo, da če se pojavi neka čustvena reakcija, da damo pozornost na svoje dihanje in to energijo zopet vrnemo nazaj v fizično, v naše fizično telo in da se ne pustimo manipulirati in ostrahovati drugim ljudem in kateremukoli tudi duhovnemu bitju ali hierarhijam, religijam, gurujem in podobno. Čas je za svet, kjer bomo vsi živeli kot enakovredna in enakopravna živa bitja, da se bomo med seboj enakovredno spoštovali in upoštevali, da si bomo delili naravne vire pravično, enakomerno, tako da ne bo več nobenega pomanjkanja in da bomo živeli vsi tukaj v miru, v harmoniji, v izobilju in v polnem izražanju samega sebe, brez kakršnekoli represije in omejevanja. Kako to doseči? Te stvari razvijamo, informiramo pri gibanju Destiny. Zato vas vabim, da si pogledate povezave v opisu tega videoposnetka, da se nam pridružite in da postanete del rešitev za ta svet. Hvala za pozornost in nasvidenje.